Pozdravljeni. Na vrsto je prišel letos že 50. komentar novic. In kot ponavadi si bomo tudi tokrat ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo, kot ponavadi, ustavili pri 4 različnih temah. In vkolikor vas zanima, kaj je zapisano v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov v samem opisu. Kot vsi vi verjetno dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar piše v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tudi tokrat smo na hitro ponovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se takoj lotimo prve današnje teme. Danes začenjamo z člankom, ki je bil objavljen na uradni spletni strani Formule 1 f1.com 9. decembra. Tu smo lahko prebrali, da se bo Helmut Marko umaknil iz sveta Formule 1. Prišlo je do dogovora med njim in lastniki ekipe in kljub temu, da ima pogodbo še za naslednje leto, da v sezoni 2026 ne bomo več videli na dirkah svetovnega prvenstva Formule 1. Vsaj ne v uniformi ekipe Red Bull. Treba je seveda tu objasniti, da je Helmut Marko že precej star. Namreč pri 82 letih verjetno marsikdo izmed nas bi počel kaj drugega. A ne smemo niti mimo dejstva, da je imel 2-letno pogodbo, od katere odstopa leto prej. In ko so jo podpisovali lani, upam, da so vsi vedeli, koliko star je takrat bil Helmut Marko in koliko let šteje sedaj. A treba je, kot običajno, se začeti spraševati prava vprašanja, da lahko na to dobimo prave odgovore. In to so storili pri spletnem portalu motorsport.com v članku, ki je bil objavljen 10. decembra. Namreč, zakaj je Helmut Marko moral oditi? Ponujajo 2 možni razlagi in prva je ta, da je Helmut Marko samovoljno odločal predvsem o karieri Arvida Limblanda in o podpisu pogodbe z Alexom Dunom. Arvid Limbland bo v sezoni 2026 voznik pri ekipi Racing Bulls. Alex Dune je bil veliko večino letošnje sezone v programu McLarena, ampak tik pred koncem je to strukturo zapustil. Da bi prišel v Red Bull, ni absolutno nobene uradne izjave. A druga smernica se mi zdi lahko še po svoje bolj zanimiva. Vsi mi se spomnimo velike nagrade Katarja in izjave, ki jo je dal Helmut Marko o Andrejki Antonelli. Seveda, poleg njega je podobnega mnenja bil tudi Giampiero Lambiase in prav ta izjava Helmuta Marka naj bi bila tudi povod za to predčasno razdrtje pogodbe. A treba je dodati kot običajno nekaj. Prvič, Helmut Marko je v svoji karieri izrekel obilico izjav, ki so bile
najmanj tako sporne kot tista, ki smo jo slišali v Katarju. In v predhodnih letih se mu ni zgodilo absolutno nič. Kot odgovorni pri mladinskem programu Red Bulla je Helmut Marko seveda dobil marsikaterega dobrega, zanimivega voznika. Ne samo Sebastiana Vettela in Maxa Verstappena, ampak na primer tu moramo omeniti še najmanj Daniela Ricciarda. Koliko jih je izločil v tej selekciji, lahko bi dejali kar precejšnje število. Kot sem že omenil, o tem, da bi Alex Dune bil v programu Red Bulla, uradno ne vemo. In razumljivo je, da Arvida Limblanda se postavi v Formulo 1, kajti je produkt šole Red Bulla in v njega so investirali ogromno denarja. Ampak tu bi lahko dobili neko točko, na katero so pozabili pri mnogih drugih virih. Namreč Leonardo Fornaroli, prvak Formule 2, dolga leta ni bil član nobene akademije. Šele pred kratkim je postal član McLarena in mogoče tu bi lahko kaj očitali Marku. Ampak konec koncev, morda pri Red Bullu so si želeli obrniti samo nov list. Tako da smo v letošnji sezoni najprej videli odhod Christiana Hornerja in sedaj še Helmuta Marka. Tako so naredili prostor za nove obraze, nove pristope in nova imena. A videli bomo, kot ponavadi skupaj, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Mi si pa oglejmo drugo današnjo temo. Na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com smo lahko 8. decembra zasledili izjavo Charlesa Leclerca. Ta nekako trdi, da v sezoni 2026 se bo šlo dobesedno na vse ali nič, torej sedaj ali nikoli za Ferrari. Jasno je, da v naslednji sezoni bodo nova tehnična pravila in da vsi začnejo dobesedno iz belega lista papirja. Ampak konec koncev bi tu lahko dejali, da gre tudi za neke vrste prikrito opozorilo samega Leclerca, tudi Ferrari. Ukolikor v sezoni 2026 ne bo želenih rezultatov, bi lahko tudi odšel. Zadeva, o kateri se bolj ali manj glasno šušlja že kar nekaj mesecev. Ampak videli bomo, kaj se bo zgodilo. Namreč vsi vežejo Leclerca, ukolikor bi se naveličal Ferrarija, k Aston Martinu. Ampak ni nujno, da ga bo tam čakal svet. A videli bomo, kaj se bo zgodilo. Namreč najprej pride na vrsto sezona 2026 in šele potem morebitni prestop. Poglejmo si tretjo današnjo temo. Naša tretja današnja tema se bo pa dotaknila članka, ki je bil objavljen 9. decembra na spletnem portalu motorsport.com. Tu smo lahko prebrali, kaj se dogaja na progi v Yas Marini glede sprememb, ki jim bomo priča v sezoni 2026. Ekipe že simulirajo spremembe, ki bodo izjemno korenite. Uporabljajo letošnje bolide, ki so pa prilagojeni tistemu, kar bo na progo prišlo v naslednjem letu. Gre za neke vrste simulacij. In tu je treba na primer poudariti,
da smo verjetno vsi opazili fotografije bolida tovarniške ekipe Mercedes W16, ki je imel na samem nosnem konusu dve hidravlični cevi. In seveda to je bil del sistema, s katerim so premikali one pomožne profile na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Tako kot bomo videli v naslednjem letu, ampak gre za prototip, kjer sploh preučujejo, kako zadeve delujejo v resnici. A poleg tega velja omeniti še nekaj zanimivosti. Da bi se približali tistemu, kar bomo videli na progi naslednje leto, uporabljajo aerodinamično konfiguracijo iz proge v Monzi, torej izjemno nizek zračni upor, in da izničijo talni efekt, seveda so prisiljeni bolide dvigniti. In tu seveda gre predvsem za to, da ekipe prvič zbirajo podatke, kakšne so razlike med tistim, kar je bilo letos, in onim, kar pričakujejo drugo leto, in da nekako pridobivajo tudi izkušnje v realnem svetu glede teh novih sistemov. Po mojem skromnem videnju je težava nekje drugje. Namreč treba je povedati, da kar se tiče pogonskih sklopov, predvsem električno-hibridnega dela, nimajo možnosti testirati prav nič. Namreč, kot vam je znano, približno polovica razpoložljive moči bo v naslednjem letu prišla prav iz električno-hibridnega dela. In zaradi te spremembe vidimo tudi vse tisto, kar smo nekako opazili na samem aerodinamičnem delu samih testiranj. Seveda, malce sem preveč skeptičen, videli bomo, kaj se bo zgodilo, mi si pa poglejmo zadnji del današnjega komentarja. Za konec pa kot običajno tudi tista malce bolj postranska tema. V članku smo ga lahko zasledili na spletnem portalu Planet F1 in je bil objavljen 10. decembra, smo lahko prebrali prepis radijske komunikacije med Andrejo Kimijem Antonellijem ter njegovim komandnim pultom. Po koncu zadnje dirke v letošnji sezoni Antonellija ni zanimalo ne mesto, na katerem je to dirko končal, ne dejstvo, da so pri Mercedesu bili drugi med konstruktorji, ampak ga je brigalo bolj to, kdo je postal svetovni prvak in koliko točk je bilo razlike. Izgleda, da so dogodki iz Katarja prizadeli mladega Italijana, kajti skušal se je na vsak način upravičiti Maxu Verstappenu. In zanimivo je, Max Verstappen mu je dejal, da se nima absolutno zakaj opravičevati. Kajti izgleda, da Max Verstappen razume situacijo mnogo bolje kot marsikateri, ne samo med nami, navdušenci, ampak tudi tam, na sami lokaciji v svetu Formule 1. Jasno je, da v Katarju Andrea Kimi Antonelli ni nalašč spustil predse Landa Norrisa. Čeprav je Helmut Marko, ki smo ga danes omenili, trdil nekaj podobnega. Ampak val sovraštva, ki se je zlil nanj, izgleda, da ga je prizadel. In škoda bi bilo, če bi to vplivalo tudi na nadaljnje obnašanje mladega Italijana. Kdaj pa kdaj moramo tudi mi, navdušenci, morda najprej premisliti in šele na to spregovoriti ali pa kaj napisati.
a menim, da je vsem nam jasno, kako se Andrea Kimi Antonelli počuti krivega, čeprav ga nihče od vpletenih sploh ne obsoja. Tudi tu se morda vidi veličina pravega šampiona. A tako, prišli smo do konca tudi današnjega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.